Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 16. september 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Za večjo požarno varnost v mariborski surovini. V prvi polovici leta precejšnja rast potrošniških posojil, državljani večino od slabe milijarde posojil najeli za poplačilo obstoječih obveznosti. Univerza v Mariboru je razglasila najboljšo študentko za minulo študijsko leto. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Krajani Tezna, ki živijo v bližini zbirnega centra podjetja Surovina, so se v zadnjih letih soočali z vrsto težav, od smradu in raznašanja smeti po vrtovih in okolici do podgan, ščurkov in predvsem ponavljajočih se požarov. V podjetju so se, da bi zamejili vpliv dejavnosti na okolico, odločili za pomemben korak. Na Lahovi ulici so postavili novo skladiščno halo za gorljive odpadke, v kateri bodo po novem shranjevali frakcije, ki so bile doslej odložene na prostem. Še pred začetkom uporabe pa so ob prisotnosti gasilske brigade Maribor opravili tako imenovano mokro vajo, preizkus stabilnega protipožarnega sistema. Tam je bila tudi naša sodelavka Barbara Bradač. Barbara, najprej me zanima, če si se uspela izogniti vodi v novi hali Surovine. Po videoposnetku, ki smo ga objavili na vecer.com, sodeč, protipožarni sistem deluje hitro in učinkovito. Pozdravljen, Miha. Ne, nisem se popolnoma izognila vodi. Ko sem snemala primer mokre vaje, so me malo zalili curki iz tega avtomatskega sistema gašenja, pa tudi kasneje, ko je vodstvo podjetja dajalo izjave, sem stala kar v eni mlaki. Naj ob tem povem, da v vodstvu podjetja zatrjujejo, da v primeru morebitnega požara, pa upamo, da do tega ne bo prihajalo, bodo vso to vodo, ki ostane od gašenja in nastane pri gašenju, zbrali, zato imajo posebne bariere, tudi zbiralnike te vode, ki jo bodo nato odpravili v za to pristojna podjetja, kjer jo bodo uničili. Barbara, kaj nova hala pomeni za Surovino in kaj za okoliške prebivalce? Kaj takšna investicija pomeni za podjetje? V prvi vrsti eno veliko investicijo, 2,5 milijona evrov je stala. V drugi vrsti pa eno veliko družbeno odgovorno ravnanje. Tudi poveljnik gasilske brigade Maribor Primož Osojnik je dejal, da gre za vzoren primer, kako so pristopili v tem podjetju k reševanju težav. V letu 2023 so bili namreč gasilci velikokrat pri njih prisotni zaradi požarov. Hkrati pa bodo sedaj pod streho skladiščeni vsi gorljivi odpadki in prav ti predstavljajo največji rizik za požarno varnost, ker prav pri teh prihaja do samovžigov. Ne samo, da bodo sedaj zajezili nekako te potencialne samovžige, še takšen sistem so vzpostavili, da sam zelo hitro, kot smo se lahko prepričali, v minuti in pol zna in že hkrati gasi morebitni požar. Kaj pa to pomeni za okoliške prebivalce? Ja, predvsem bodo živeli v enem primernejšem, prijetnejšem, da ne rečem lepšem okolju. Namreč kupi teh odpadkov, ki so bili pri podjetju, pa tu ne govorim o železju, pa ne govorim o jeklu, ne govorim o steklu, ampak govorim o takšnih odpadkih, ki ostajajo in jih več ni mogoče porabiti in skladiščiti, reciklirati in potem prodati, zmešati za kaj drugega, ampak gre zgolj še za odpadke, ki jih je moč le še sežgati, termično obdelati in tako pridobivati energijo. Ker gre za zaprto halo, gre za zaprt sistem, se bi moralo zmanjšati tudi število škodljivcev, tako podgan kot ščurkov, ki so tam okoli gomazeli, pa tudi smetenja odpadkov več ne bi smelo biti po vrtovih in v okolici hiš. Bistveno pri tem pa še je, da je Surovina pristopila k izdelavi enega takšnega protipožarnega sistema, ki pravzaprav koristi lahko vsem v poslovni coni. Namreč njihov bazen vode ima kapaciteto 1350 kubičnih metrov. Če se spomnimo požara Platana, ki je bil izjemno obsežen, so takrat
porabili prav iz tega bazena 200 kubičnih metrov, torej le šestino za požar, ki je bil res obsežen. Tako bodo tudi Tezenčani in Tezenčanke varnejši. Hkrati je pa to en opomnik, da si naj le podjetja v poslovni coni Tezno uredijo vsaj neke interne gasilne naprave, kajti vodo sedaj zagotavlja surovina in jo lahko pri surovini dobijo. Najlepša hvala, Barbara. Banke v Sloveniji so v prvem polletju letos na novo odobrile za 916 milijonov evrov potrošniških posojil. To je za 15% več kot v enakem obdobju lani. V OTP banki so za Večer pojasnili, da je povpraševanje po potrošniških posojilih v prvi polovici letošnjega leta naraslo na vseh področjih. Največje povpraševanje so zaznali pri posojilih za sprotno potrošnjo, sledi povpraševanje po posojilih za poplačilo obstoječih obveznosti in nakup trajnih dobrin, medtem ko je bilo primerjalno manj povpraševanja po posojilih za nakup ali gradnjo nepremičnine. V NLB banki so v prvem polletju letos v Sloveniji na novo odobrili za 280,7 milijona evrov potrošniških posojil, v enakem obdobju lani pa 261,8 milijona evrov. To pomeni približno 6% rast v primerjavi z lanskim letom. V Sparkase pa so v prvem polletju letos odobrili za kar 42% več potrošniških posojil kot v enakem obdobju lanskega leta. Po podatkih Banke Slovenije so letos skoraj vsa na novo odobrena potrošniška posojila sklenjena s fiksno obrestno mero, ki se je od aprila znižala na 5,9%, kar je manj od povprečne obrestne mere za potrošniška posojila v območju z evrom. Ta po podatkih Evropske centralne banke znaša 7,4%. Povprečna ročnost za poplačilo potrošniških posojil, ki jih najemajo gospodinjstva v Sloveniji, je 6,3 leta. Univerza v Mariboru je teden univerze, torej praznovanje svoje 50-letnice, začela s praznikom odličnosti, torej z razglasitvijo najboljšega študenta oziroma študentke v minulem študijskem letu. To je postala podiplomska študentka Filozofske fakultete Pia Žula, ki si je naziv in 1400 evrov nagrade prislužila s povprečjem 10, avtorstvom strokovnih člankov, soavtorstvom znanstvenega članka in sodelovanjem v več raziskovalnih projektih. Bila je tudi demonstratorka in koordinatorica tutorske ekipe na Filozofski fakulteti, sodelovala je v organih in komisijah tako na ravni fakultete kot univerze. Drugo mesto in 750 evrov nagrade je pripadlo matematičarki z Fakultete za naravoslovje in matematiko Maši Galun, tretje mesto in 450 evrov pa Ani Mariji Gričnik z Ekonomsko-poslovne fakultete. Več preberite na vecel.com. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 16. decembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš bralec in sledilec na družbenih omrežjih, naš naročnik podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odceti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.